Nekaterim spet ni všeč, ker sem v videu, do katerega imate link spodaj, govoril, kako mi grejo na živce, ker ljudje kadijo travo. Ja, to mi gre na živce, ker sem prepričan, da to ni nič dobrega. Ampak vi meni hočete dopovedati, da je kajenje trave dober. In to ne samo vi, več je takih komentarjev. Zdaj pa vas jaz, dragi gledalci, sprašujem, dajte vi meni res povedati, a sem jaz tukaj prfukjen, da ne zastopam, da je kajenje trave dobra stvar, ali so drugi prfukjeni, pa ker delajo tu, se zato tolažijo. Lejte, jaz sem star 55 let, imam že nekaj izkušenj v življenju in poznam veliko ljudi, ki so travo kadili. In vem, kje so pristali. Nekateri so že mrtvi, nekateri imajo življenje čisto v kurcu, nekateri so zaprti, nekateri so v psihiatričnih ustanovah, nekaterim se je zmešalo. Ne poznam pa nobenega, ki je kadil travo, pa ki je ful uspešen. Uspešen v življenju, ali na poslovnem, ali posebnem področju. Mislim, sej, uspešen si tudi zelo, če ustvariš družino, če imaš otroke, če jih lepo vzgojiš in tako naprej. To jaz nobenega ne poznam, ki bi travo kadil. Tudi alkohol ni nič boljši. Jaz sem, ko sem bil mlad, veliko alkohola pil. Pa veste, zakaj sem ga pil? Izključno zato, ker mi je manjkala samozavest. Jaz, če sem bil trezen, se nisem do nobene punce upal jet. Ko sem ga malo spil, sem se pa upal. In tudi takrat, ko sem bil mlad, sem mislil, kakšen jak frajer sem jaz zato, ko ga pijem. Ker sem mrtvo pijen vsak petek, soboto, nedeljo. Petek pa soboto, no. V resnici sem bil samo v kurcu, brez samozavesti. Ampak hvala Bogu nisem bil tukaj, da bi z alkohola še na travo prešaltal ali pa še na kaj hujšega. Tako da, dober, dajte vi meni, dragi gledalci, povedati, a sem jaz prfukjen ali so drugi prfukjeni. Jaz tle ne zastopam čist nič. Pa tle dol imate link, pa si poglejte ta video, ki omenjam te, ki so kadili travo.